V dobi SUV-jev se mnoge družine odločajo, da svojega družinskega enoprostorca zamenjajo za terenca. Kuga je tako postala alternativa za S-Maxa, Galaxija ali C-Maxa. In res je, za večje, torej 5 in veččlanske družine, imajo enoprostorci še vedno številne neprekosljive prednosti. Ima pa Kuga za res veliko adutov, da osvoji 4-članske družine. V drugi generaciji je namreč močno zrasla, v prtljažnik in v zadnjo klop. S to prenovljeno obliko je pa sploh zadela natančno tisto, kar si ljudje želimo, ko kupujemo vsestranski avto. Torej videz, ki se ga razveseliš, udobje visokega razreda, dinamične vozne lastnosti. To slednje je še posebej izrazito. Kuga se namreč odlično pelje tudi po zaslugi odličnega pogona z vektoriranjem navora, za katerega se zdi, da je tu bolj zaradi cestne suverenosti, kot pa da bi vabil v blato. Manjkajo recimo sistemi za vožnjo po terenu, kakršne ponujajo recimo bolj terenski SUV-ji. Res se zdi, da je to terenec za dinamične očete in živahne mamice, ti bi morali Kugo postaviti na najvišja mesta na listi kandidatov ožjega izbora. Tudi pred, na primer, večjega Forda Edge, ki sicer zna pred poslovnimi partnerji pokazati bolj samozavesten obraz kot pa Kuga. V premijskem smislu Kugi sicer ne manjka veliko, je namreč tiha, motorno živahna in, ko je treba, bliskovita. S prenovo pa je zdaj poleg drugačnega videza dobila tudi boljši infotainment. Sistem Sync 3 s CarPlayem resnično dela pomembno razliko.